Sinoči v fokusu. Kakšen je občutek? V bistvu sem mogoče mislila, da bo še malo težji. Imamo poskusne organizme v obliki milijonarjev. I am now officially a genetically enhanced human. Če si želite, da bi bilo vaše telo čim dlje zdravo, je na voljo vrsta programov in protokolov samooklicanih strokovnjakov. Med njimi pa gre mnogim le za zaslužek. Lahko pa se odpravite v katero od zasebnih klinik za dolgoživost, kjer vam bodo pomagali pravi strokovnjaki, zdravniki. Vendar tudi to ne bo poceni. Rezultati pa bodo odvisni od vašega truda. Se pa kmalu obeta tabletka proti staranju, podobno kot zdravilo za hujšanje. Pa dam 350. Ponavadi dam še vitamin D pa K2. Tako svoj dan začne 40-letni podjetnik Niko Klanšek. Pa kreatin. Kreatin tudi spijem. Kaj njegov organizem potrebuje za optimalno delovanje, je izvedel po podrobni analizi na kliniki za dolgoživost. Tole so tele formule, ki so jih oni naredili, ne? Sem mislil, da sem kar v redu, ampak ja, sem mislil, da bo boljše. Dolgoživost ga je začela zanimati že pred časom, da bi bil vitalnejši v starosti. Strasten športnik celo življenje, nekdanji košarkaš je inspiracijo dobil tudi pri velikanih, kot sta Michael Jordan in LeBron James. Podrobno je spremljal LeBrona, kaj on počne zdaj, ker bodo to verjetno čez nekaj let počeli vsi. Res sem nula pogleda, kaj je, ful da na to, ta recovery, počitek, v to komoro počivati za kakšno urico, dve. Kako zelo pomembno je, da vsak svoje aktivnosti prilagodi svojemu organizmu na osnovi strokovnih analiz, pa je Niko Klanšek ugotovil po prvem skeniranju telesa v DEXA skenu. Saj sem športnik, dobro treniram, sem skozi fit, pa sem povedal, da imam 33% body fata. In se je odločil to popraviti s temu prilagojenim fitness programom. Po 10 mesecih je imel le še 10% telesne maščobe. Zdaj jo redno vsak dan spremlja s pomočjo pametne tehtnice. Si tole vzamem, daš takole se primaš, in pa stopaš gor in pač meriš. Na kliniki za dolgoživost je opravil dodatne preiskave, nekatere so ga znova presenetile. Celo življenje že jem te suplemente, rečemo omega-3, pa vitamin D, pa vsake stvari. In ja, na rezultatih je pokazalo, da v bistvu imam ful premalo tega. Tudi sama sem se odpravila k zdravnici Luciji Mariji Antolič, saj svojega dolgoročnega zdravja res ne bi zaupala raznim vplivnežem in samooklicanim strokovnjakom. Se kaj veselite? Strah me je. Sestre vas bodo sprehodile po različnih postajah in potem imate srečanje z dr. Antolič. Vse skupaj traja 5 do 6 ur. Najprej odvzem krvi. Na vsake pol ure odvzamemo v bistvu kri, da se potem vidi, kako vaše telo reagira na glukozo pa inzulin. Ter opravijo poglobljene krvne preiskave. Odvisno od paketa oziroma poglobljenosti pregleda na to opravijo še vrsto drugih. Od ultrazvoka vratnih žil, trebuha do DEXA skeniranja in presejalnih testov za različne oblike raka. Pa preverjanje moči. Zdaj maš, stisan. Rezultati so bili podpovprečni. Bolje je bilo na spirometriji. In greva, izdih. Pihat. Še. Prvo so vse. Najbolj sem se bala obremenilnega testa, ki pokaže delovanje srca in ožilja. Ponavadi se s takšnim testiranjem išče bolezni, motnje ritma in podobno. V kliniki Epic pa z njim ugotavljajo splošno kondicijo. Je to zelo velik pokazatelj dolgoživosti. Se pravi, med neaktivnimi pa med zelo ekstremno aktivnimi je 500% razlika v tem, kakšno imajo ljudje preživetja na dolgi rok. Tukaj tudi gledamo, kakšen imate pritisk, pa gledamo tudi, kako hitro vam utrip po koncu obremenitve pade. Niko Klanšek je v svojih prizadevanjih za dolgoživost ugotovil, da mora veliko narediti na področju spanja, ki ga meri z Oura prstanom. Danes sem imel spanje, same rdeče, sem slabo. Je pa res, da imam 2 hčerki, 3 pa 5 let stare, tako da ponoči ponavadi žurka. Zato, da bi bil dlje zdrav, sicer svojega življenja ni obrnil na glavo. Dodal je fitness vadbo 3 do 4 na teden. Zelo majhni koraki, ampak vse na temu konsistenti. O zdravilih proti staranju še ni razmišljal. Ja, ni probil, ampak po drugi strani imam pa pač v bistvu tudi rad, da kakšne stvari narediš, pa da pol si jih zaslužiš, da niso samo pač, da pač se nekaj pojedo in je zdaj to.
Geroterapevtiki, učinkovine, ki podaljšujejo življenje oziroma zavirajo staranje, bi lahko bile na voljo že relativno kmalu, pravi genetičarka in strokovnjakinja za biologijo staranja, profesorica Branka Javornik. Ocena teh geroznanstvenikov je, da v 5-7 letih lahko pričakujemo prve učinkovine, ki bodo odobrene od regulatornih agencij. To v praksi pomeni, da bi začeli te učinkovine jemati pri 40-50 letih, da bi zavrli staranje. Ne delujejo kompleksno na vse procese staranja, ampak samo na nekatere. Ena najbolj znanih spojin, ki jo nekateri biohackerji redno uživajo in tudi promovirajo, je metformin, eno najbolj razširjenih zdravil za sladkorno bolezen tipa 2. Researchers discover some very exciting new benefits from a drug that's already on the market. Metformin, the first anti-aging drug. Nekatere predklinične raziskave na miših in drugih organizmih kažejo signale, da metformin zavira staranje, vendar kliničnih raziskav na ljudeh še nimamo, pravi diabetologinja dr. Mojca Lundar. Metformin naj bi zaščitno deloval tudi pri določenih vrstah rakov. To so v bistvu najbolj taki ugodni učinki. Stranski učinki so redki, pravi dr. Lundar. Večinoma nastajajo oziroma se pojavijo ob uvajanju zdravila, večinoma so prebavni. Ker ga pri nas ne predpisujejo za zaviranje staranja, ga nekateri naročajo po spletu ali iz tujine, kar je lahko zelo nevarno. Lahko so noter škodljive snovi, ki v bistvu dodatno zastrupljajo organizem. Jasno je, da je zdravilo oziroma več njih proti razvoju najbolj problematičnih kroničnih bolezni na poti, ampak še vedno moramo najprej poskrbeti, da bodisi do sladkorne ali drugih bolezni sploh ne pride. Nefarmakološki ukrepi so sigurno enih ključnih. Pomembno je vedeti, kakšna je dinamika procesov v našem telesu. Če le enkrat pregledamo kri, bomo na primer vedeli le, kolikšna je bila vrednost na primer sladkorja v tistem trenutku, ne pa kako deluje naš metabolni sistem. Zato so mi v kliniki Epik namestili aparat za merjenje sladkorja. Mečkam bo čisto zapeklo in aparat je že naštiman. Čeprav lahko tovrstne aparate kupimo v lekarnah, je zelo pomembno, da podatke, ki jih dobimo, pregleda in tolmači zdravnik. Po zajtrku mi je precej narasla raven glukoze v krvi in zdaj bomo videli, recimo, kaj se zgodi po daljšem sprehodu oziroma po eni uri gibanja. Malo hripa, malo hoje, pa je kar padel sladkor v krvi. Redno gibanje predvsem prepreči, da bi sladkor preveč skokovito rasel in padal, kar je zelo pomembno za zaščito srčno-žilnega sistema. Tudi Niko Klanšek se je s tem veliko naučil o učinkih posamezne hrane na njegov organizem. Enkrat smo naročili pohanga pšanca, vse to pa smo jedli samo to, naslednji sem pa rekel pohanga pšanca, pa smo s kečapom to jedli. Čist druge meritve, čist gor špricam pa vse to, tako da noro, kaj je to v bistvu se dogaja v telesu. Ne le zdravila, izjemno hitro se razvijajo tudi druge medicinske intervencije za podaljševanje zdravega življenja. Genska terapija je ena od možnosti v prihodnosti. Na ljudeh se zaenkrat izvaja na primer pri redkih boleznih. Genska terapija pomeni to, da ti vneseš nek nov gen in popraviš bolan ali pa nedelujoč gen v telesu. Staranje je pa se genska terapija, mislim, vsaj na poskusih uveljavlja. Podobno je s terapijo z matičnimi celicami, ki je že bolj razširjena. Raziskavo o tem, kako presajanje krvotvornih matičnih celic vpliva na zaviranje staranja pri miših, je na Zavodu za transfuzijsko medicino izvajala raziskovalna skupina profesorja dr. Primoža Rožmana, katere član je bil tudi biotehnolog Patrik Milič. Smo pač ugotovili, da se je življenjska doba podaljšala za približno 5%, se pa je imunski sistem izboljšal. Pred raziskavo so mislili, da bodo miši živele dlje, jih je pa presenetilo, da je bil učinek tudi navzven opazen. To pomeni, da se je videl, recimo, dosti lepši kožo, tudi način, kako so se te miši premikale po svojem prostoru, je bil drugačen. Ideja je, da bi s presaditvijo lastnih celic, iz katerih nastane celoten krvni sistem, v starosti dobili boljši imunski sistem. Kako bi to delovalo pri ljudeh, še ne vemo. Raziskave na miših ali pa raziskave na človeku, to je
zelo velika razlika. Vsekakor pa znanost na tem področju izjemno hitro napreduje, saj nova orodja, kot je umetna inteligenca, omogočajo hitrejše pridobivanje in obdelavo veliko večjih količin podatkov. Ne bi toliko zagovarjal, da bo se življenjska doba podaljšala, prej pa funkcionalnost delovanja organizma. Bo hitreje, kot si ljudje mislijo. Tako bom rekel, ne govorimo o več kot 50 let, prej govorimo, da bo v roku 20 letih zelo verjetno kaj na to temo že zunaj. Doseganje vitalne dolgoživosti ni stvar enega človeka, pač pa gre za civilizacijski projekt, naprimer kot potovanje na Luno, pravi filozof Martin Lipovšek, predsednik Društva za vitalno podaljševanje življenja Slovenije, ki obstaja od leta 2017. Čisti končni cilj bi bilo to, da je bilo staranje neka opcija, ki bi si jo lahko izbral ali pa ne. Eno ključnih filozofskih vprašanj, ki se pri tem odpirajo, pa je vprašanje pravičnosti in politične filozofije dolgoživosti. Kdo si bo to lahko privoščil in kakšne bi bile posledice za družbo? Imamo več argumentov, ki govorijo, da bodo te tehnologije kmalu postale vsem na voljo. Od tega, da je pač to ekonomsko se splača vsem ponuditi, ker je pač veliko tržišče, do tega, da pač bodo države bolj konkurenčne, če bo imela ena država dolgoživo prebivalstvo, ki bo zdravo, sposobno dlje delati. Obstajajo tudi filozofski protiargumenti, recimo, da življenje ni smiselno, če ga živimo dlje in da je smrt nujna za obstoj smisla življenja. Lipovška ne prepričajo. Smisel ponovadi najdemo mi v življenju, ne v koncu življenja. Nas veseli naša družina, hribi, hobiji. Ravno to je motivacija Niku Klanšku, da se je odločil poskrbeti za bolj zdravo staranje. Jaz ful uživam v hobijih, različnih, kot je sploh športnih hobijih. Tako da čim dalj časa, ko bom lahko te stvari delal, bom imel kvalitetno super življenje. Evo, super. Odlično, še dokaj bo šlo, bomo držali. Res, ko smo prije doma. Celoten obremenilni test sem opravila nadpovprečno dobro za svojo starost. Kaj greste? Domov. Domov? Domov. Utrip vam je že lepo padel, tako da ta odziv parasimpatičnega živčeva imate super. Izvide in osebni program dobi stranka v obliki knjižice. Točno navodila za vas, se pravi, čist kaj smo ugotovili in kaj zdaj naprej. To so premium storitve, nekakšni menedžerski pregledi nove dobe in to tudi stane. Se te cene dejansko gibljajo tam okrog 1200 evrov pa do 4000 evrov, s tem, da 4000 evrov je v bistvu paket, ki mi vas celo leto spremljamo. Enourni posvet, kjer stranka dobi glavne usmeritve in okvirni načrt, pa stane 150 evrov. Gre se za nek suport, mogoče pri tistih, ki bi radi, pa ne vejo kako, ker je zelo veliko tudi nekih kvazi strokovnjakov na trgu, ki ponujajo zelo veliko nekih rešitev, ki so neutemeljene. Če je to potrebno, predpišejo tudi kakšna zdravila, ki jih v javnem zdravstvu morda ne bi. Kar pa ne pomeni, da to delamo ali pa da to delamo vedno. Ni, da bo vsak, ki bo k nam prišel, dobil terapijo predpisano, pa ni, da bo vsak dobil te zveneča zdravila. Klinike za dolgoživost po mnenju doktorice Javornik pokrivajo prostor, ki ga javno zdravstvo ne. V tem pogledu je to zelo dober. Je pa seveda res, da tukaj pridemo pa do tega, da si lahko to privoščijo pač premožnejši, drugi pa ne. Ljudje smo si od nekdaj želeli biti mlajši in živeti dlje, zato ne preseneča, da je to dragoceno tržno blago in industrija, v kateri se vrti veliko denarja, pa tudi prevar in šarlatanov. Ne le, da lahko ostanemo brez velikih vsot denarja, nekatere snovi, pripomočki, programi, terapije nam lahko tudi močno škodijo. Eneja Kuščerja smo spoznali v sinočnem Fokusu. Ob tem, da je njegovo podjetje NU razvilo platformo za dolgoživost, je povedal tudi: Osebno jaz tudi jemljem 70+ suplementov dnevno. Kljub temu pa jasno opozori. Ljudje se tukaj morajo zavedati, da je lahko hitro veliko prevarno. Ni vsak omega-3, kar zdaj naenkrat čudežno zdravilo. Treba se pri teh prehranskih dodatkih zelo zavedati, da je to milijonska industrija in da edini smisel, namen te industrije je profit. Zadnji hit so tako imenovani NAD boosterji. Snovi najpogosteje jih označujeta kratici NMN in NR, ki naj bi spodbujale delovanje koencima NAD, ki je eden najpomembnejših koencimov v celičnem metabolizmu. Kako pa sicer povišamo raven koencima NAD? Ja, zdravim življenjskim slogom. Mladi se morajo zavedati, da bodo zelo dolgo živeli. Tako da morate premisliti, kaj boste počeli in morate zdaj v tem trenutku vse narediti, kar bi radi naredili v življenju, a še lahko mogoče kaj pustite za poznejša leta.
Vsi bi si želeli biti zdravi do smrti. Znanost in medicina bosta to slej ko prej omogočila, vendar ne kar takoj za vse, pač pa za premožnejše. Vendar pa po drugi strani lahko že sedaj sami za to naredimo največ. Gibanje, zdrava prehrana, dober spanec in čim manj stresa. Torej, samodisciplina.